Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Mesec marec je mesec žensk. Veliko praznovanja, ampak vendarle ženska bi morala praznovati 12 mesecev v leto in si tudi pomagati. V naši oddaji smo veliko govorili o fitomedicini v smislu pomoči za ženske in danes bomo malce bolj konkretno spoznali šatavari. Mnogi rečejo, da je to darilo ženskam in kaj več o tem bo povedala Jelena Dimitrijevič. Lepo pozdravljena, dobrodošla Jelena. Hvala, živijo. Ta lepi beli prah, darilo ženskam? Ja, definitivno. V Indiji je to nekaj res ena taka rastlina, ki jo vsaka ženska mora redno uporabljati, posebej recimo takrat, ko rodi. Zaradi same regeneracije, ampak nasplošno za vse ženske cikle, ki jih poznamo, tudi tisti menstrualni cikel, tudi ko odrašča, ko postaje ženska nasplošno, tudi v menopauzi, je to ena taka univerzalna rastlina in tak tonik za pomlajevanje tudi ženskih organov. Wow, se pravi pred nosečnostjo, že kot priprava verjetno? Tako. Ker ne vem, pač jaz sem zadnjič naletela na statistiko, koliko pravzaprav sploh je ženskih težav in statistike so malo grozljive. Zdaj pa jaz računam na to, da niso prave, ne? Ampak, ko se pa pogovarjam v resničnem življenju z ženskami, koliko težav imajo, se mi pa zdi, da so še bolj mile, kakor je mogoče realno stanje. Tako, to je rezultat seveda vseh tistih negativnih vplivov sodobnega načina življenja. Tega, da je ženska nekje na tej poti, ko se je hotela dokazovati, ni sprejemala samo sebe, ampak je nekako hotela se poistovetiti z moškim. In ženska ne more nikoli biti moški. Ženske so veliko bolj subtilne narave, imajo svoje prednosti in je popolnoma brez veze, da se nekako enačimo z moškimi. Stvari, ki jih počnemo v življenju, moramo početi na ženski način. Edino na tak način lahko damo veliko več temu svetu, pa tudi same sebi. Zaradi tega je zelo dobro, da tudi iščemo ravnovesje v naravi in če nam narava nekaj takega da nam pomaga pri tem, da spoznamo lažje sebe in da pridemo v to ravnovesje, je to zelo dober izbor na splošno. Tako da v Indiji, kjer šatavari izhaja iz Indije, po različnih predeljih Indije raste tudi na Šrilankah, Himalaja, povsod najdemo tam, kjer raste tudi avtohtono, je v bistvu beluš, je zelenjava. A res? Ja, to je zelenjavca v bistvu? To je zelenjava, ja. Tako da, ampak na poseben način raste, to je kot ene take korenine, ima res veliko korenin. V prevodu, tudi ko prevedemo šatavari, pomeni tudi 100 korenin. In starodavna ljudstva so šatavari tudi uporabljali za hrano, se pravi, se lahko tudi poje na tak način, da se poje tudi v surovi obliki, ampak seveda tudi na tak način, da se posuši, zmelje v prah in potem dobimo nekaj bolj koncentriranega. Predvsem je zelo dober zaradi tega, ker vsebuje posebne snovi, veliko fitoestrogenov, zaradi tega je tudi v času menopauze zelo dobra. Fitoestrogeni so pa kaj pod napisi? Ja, v bistvu so rastlinski estrogeni. Kar ne pomeni, da je to enak estrogen, ker dostikrat ljudje mislijo, ja, pa jaz tega ne smem uživati zaradi tega, ker imam ali presežek estrogena ali bo vplivalo na moj hormonski status, kar v praksi ne drži. Fitoestrogeni bolj vplivajo na tak način, da se vežejo za estrogenske receptorje, ki bi znali biti problematični, če recimo se vežejo pravi estrogeni, ki jih danes vemo so prisotni povsod kot ksenoestrogeni, tudi v vodi, v hrani, ki lahko naredijo velike škode našemu telesu, tudi se začnejo celice hitreje razmnoževati, nastajanje kakšnih tipov raka, ki so hormonsko povezani. Tako da tukaj ne govorimo o teh zadevah. Fitoestrogeni delujejo zdravilno na naše telo in ravno šatavari jih ima res veliko in pomaga ženskam v različnih ciklih. Jaz ga zmeraj priporočam, ko so kakšne težave, recimo genitalne ali urogenitalne težave, ker za to področje je odlična zadeva. Pri ženskah pa je tako,
kot si sama raziskovala recimo te težave, ki ženske imajo, veliko jih imajo v povezavi z predmenstrualnim ciklom, samo menstruacijo, pa se tukaj pojavijo recimo in bolečine, in nihanje razpoloženja, in glavoboli, lahko nekatere ženske tudi bruhajo, imajo take boleče prse in tako dalje. Različne so negativni simptomi, ki jih povezujemo na splošno s predmenstrualnim sindromom ali tudi v času same menstruacije. In potem je dobro preventivno jemati šatovari, če že vemo, da s tem imamo težave, pa tudi v času same menstruacije in po menstruaciji. Ampak to je ena med redkimi rastlinami, ki se lahko tudi uživa v času nosečnosti, tudi po sami nosečnosti in v času dojenja, zaradi tega, ker velike stvari je treba takrat ven vršiti. In izboljša laktacijo, se pravi proizvodnjo materinega mleka. Zato je fenomenalno in zaradi tega tudi v Indiji obvezno priporočajo tudi v tem času. In kot sem rekla, to je redka rastlina, ki se lahko uživa tudi takrat, ko smo noseči in tudi po nosečnosti, ker ponavadi so upozorila za rastline, da v času nosečnosti ni in za otroke ni in tako dalje. To pa ne drži za šatavari. Okus je tak bolj, jaz ga bolj priporočam, da se dodaja v hrano, zaradi tega, ker govorimo res o belušju, lahko se dodaja tudi v kakšne zelenjavne juhe ali kakšne zelenjavne smutije, na tak način ga bomo lažje tudi zaužili. Ti mi jaz povedala, kakšen je okus, ki ga pijem? Grenko sladek je ponavadi, ja. Ni ti všeč, vidim po obrazu, da nisi čisto zadovoljna. Ampak če se doda res, če se doda v juhice, če se doda v kakšne zelenjavne jedi, potem ne bo težav, res. Ja, kot sladico ga ne bom jedla popoldan, tudi to ni namen tega. Ampak ja, to pravzaprav res ni namen tega. Ravno zadnjič smo se pogovarjali, nekomu mogoče tole bo v redu, oziroma kakorkoli, naše brbončice so tako zelo različne. Ne vem, nekateri, ki recimo jedo veliko industrijsko predelane hrane, pa tako, mojo hrano, ki jo jaz naredim, sploh ne okusijo. A ne, rečem, ko to ješ, se nima nobenega okusa, jaz pa zelo močno doživljam okuse, ne. Ampak to je verjetno vse povezano s tem, kaj zažgemo, brbončice ali kaj? Ja, v bistvu receptorji so tukaj pomembni, ker se določeni receptorji vklapljajo, sklapljajo glede na to, kakšno hrano užijamo. In če mi užijamo zelo močno industrijsko predelano hrano z veliko sladkorja, recimo, ali kakšni drugi stimulansi, sol, recimo, ker sigurno ne soliš toliko svoje hrane kot nekdo drug, enostavno se toliko telo navadi na bolj intenzivne okuse, ker ni več navajeno prepoznavati, zaradi tega, ker receptorji niso več tako občutljivi, ne more več zaznavati tako nežnih, subtilnih okusov in potem rabimo nekaj časa, da se to očisti. Ponavadi 3-4 tedne traja, da se spremeni to okušanje. Ampak tukaj to ni poanta. Poanta je v bistvu, da užijamo nekaj, kar bo res naredilo spremembo v tem urogenitalnem traktu, pomladilo ženske organe in to je resnično rastlina za ženske. Tudi v samem pomenu te besede je tako, da tako močno izboljša celotno žensko telo, da je sposobno ženska, ki uživa šatavari, je sposobna obvladovati tudi veliko mož, jer lahko bi bila poročena z več različnimi moškimi. Ali imela več moških ali karkoli tazga. Zdaj, omenila si tudi te urogenitalni trakt, ne? Ženske velikokrat slišim, da imajo uroinfekt. In v tem primeru se zelo velikokrat zgodi, da kar takoj antibiotiki, atomska bomba. Nažalost, ja. A bi lahko to reševali kako drugače? Ja, v bistvu tako zdaj ravno kot ena zamenjava za antibiotik ni, ker tukaj zmeri govorimo, da je v tem primeru zelo pomembno, da uživamo probiotike, pa pol dodajamo še kakšne druge stvari, zaradi tega pri teh rastlinah zmeri delujemo tudi preventivno. Tako da, če vemo, da imamo pogoste težave z vnetji, ali ne vem, sečil, ali recimo mehurja, ali karkoli tazga, potem obvezno pravočasno začnemo jemati, ker šatavari posebej tako nežno deluje in ga je treba dlje časa jemati. Tukaj govorimo o nekaj mesecih jemanja, tako da začnemo res pravočasno. Ali pa seveda, če imamo te omenjene težave z menstruacijo, če imamo tu težave z neplodnostjo, pa želimo recimo zanositi in ne samo za ženske, tudi za moške je dobra opcija. Priporočam tudi razen teh... Pa maco verjetno, ne? Tako tudi v teh
te kombinacije je zelo dobra varianta, ampak za moške, posebej za semenčice, se pravi za spermije, je fantastičen šatavari. Tako da, če par recimo ima kakšne težave, pa želijo zanositi, takrat je dobro, da tudi oba uživata šatavari. Zanimivo. Ja, pa preventivno tudi, zakaj pa tako, ne bi? Tako. Kaj pa recimo te težke menstruacije, ki so, si rekla tudi, da ja. Tako. Ker recimo jaz priznam, da tudi če imam krče, jaz ne bom vzela tableta. Te verjamem, zaradi tega, ker v bistvu pol zruši eno normalno delovanje v telesu. Je treba najti vzrok, zakaj se to dogaja, zakaj so težave. Ponavadi, tako tudi v teh tradicionalnih vedah, menstruacijo in vse, kar je pri ženskah s krvjo povezano, povezuje tudi s stanjem naših jeter. Se pravi, definitivno mogoče nekaj ne štima na tem področju, je treba ukrepiti tudi ta organ, da bi štimalo vse tudi, kar se menstruacije tiče, tako da je treba ugotoviti, kje so težave, to pa je dodatna pomoč pri tem. Pa hkrati recimo dostikrat se šatavari uporablja za tiste, ki imajo želodčne težave, ker zmanjša želodčno kislino, pomaga pri tem, da v bistvu deluje blagodejno, da blaži težave na splošno želodcem, tako da tudi tisti, ki nimajo mogoče kakšnih težav z urogenitalnim traktom, ampak želodcem je to za razmisliti, če želijo uporabljati nekaj takega tudi v ta namen. In to vse zmore ta en beluš. Ta beluš, ja, tako je. Pa to je divje. Pa bi ga lahko primerjali s kakšno slovensko rastlino? Ja, v bistvu zdaj tako, vse te rastline, ki pridejo od nekje iz daleč stran, rastejo v takih specifičnih pogojih in potem je težko, lahko bi rekli, da tudi beluš, ki raste tle pri nas, ima pozitivne lastnosti. Ampak vseeno, tak, ki raste v teh odmaknjenih krajih, ne tako prijetnih za samo rastlino, zagotovo bo deloval veliko bolj intenzivno kot recimo nekaj, kar je v teh naših, ki raste v teh naših krajih. Ker ni enako, absolutno ni enako. Ker nekateri se zelo branijo teh stvari, ampak govorili sva o različnih rastlinah, ki rastejo tudi v izjemnih pogojih. Tako. Od, ne vem, šisandre in vseh teh rastlin. V oddaji smo tudi veliko govorili o, ne vem, recimo v čagi minus 50, plus 20, oziroma v Sibiriji je bilo prejšnji teden minus 60 in še več. Skratka, so to neki ekstremni pogoji in potem se mora rastlina adaptirati, je potem šatavari tudi adaptogena? Ja, ne čistko adaptogena, kot so tiste že omenjene, kot recimo kakšna maka pa kakšne druge rastline, ki jih imenujemo kot adaptogene. Ampak v vsakem primeru tudi deluje na naše telo na tak način, da spodbuja delovanje imunskega sistema, kar počnejo tudi adaptogene rastline. In seveda raste vseeno v teh krajih Indije, kjer pogoji za rast in razvoj rastline niso tako optimalni, zaradi tega ne moremo govoriti o tem, da je enako kot ena rastlina ali beluš, ki raste v teh naših krajih. Se pravi, je spet ena specifična biljka, specifična rastlina, ki je ne najdemo tako enostavno tukaj pri nas. In zaradi tega je dobro, če že ena taka tradicionalna veda, kot je ajurveda, pozna en tak eliksir za ženske, zakaj ga ne bi uporabljali, tudi če pride, ne vem, nekje od daleč. Glede na to, koliko časa se že uporablja. Veš, diši pa ne slabo. Vonj ima fajn. Drugače je take bolj grenko sladkega okusa, ampak v juha se to res zgubi, tako da ni problema. Tudi če se dodaja, ne bo tako neprijetno, mogoče za nekoga, ki je bolj občutljiv na te specifične okuse. Kaj pa toplotna? Lahko, nič ni problematično. Zaradi tega pravim, lahko se dodaja v kakršnekoli jedi. Drugač pa je tako pravim, stimulira tudi imunski sistem, pomaga tudi, da se pomirimo, se pravi na celo telo blagodejno deluje. Kaj pa menopavza? Zdaj v teh časih, slišala sem zadnjič ene kolegice, tako že v 30 letih imajo neke znake, simptome menopavze. Mislim, halo, to je pa čisto izvenserijsko. Ja, nažalost. Ravno tudi zaradi teh velikih hormonskih sprememb, ki se zgodijo
recimo zaradi stresnega življenja, zaradi hrane slabe, ki jo užijamo, tudi zaradi vseh tistih težkih kovin, pa tudi drugih toksičnih snovi, ki jih vnašamo v telo, ki delujejo na naš hormonski sistem. In potem se zgodi ta prezgodna menopauza ali pa recimo, ne vem, če se zgodijo kakšne oblike bolezni, različni tipi raka, ki te pripeljejo tudi v to stanje menopauze. Sicer pa ženske tam od 45. leta naprej, 10 let do 55. ponavadi so v tem obdobju že v menopauzi oziroma ali začetek kakšne menopauze. In potem, če vemo, da se to dogaja, pa imamo tudi različne simptome, zdaj so različne ženske različno reagirajo, ampak suho se pojavi, nožnice, suho z kože, valungi, takole nasplošno spremembe v samem razpoloženju in tako dalje. Je kar nekaj teh simptomov, potem nam lahko tudi šatavari pomaga, ker, kot sem rekla, za vse življenjske cikle ženske je odlična rastlina. Suhost nožnice, recimo, je pač o tem glih ne greš na kofe pa rečeš, čuj, a veš, včeraj sem imela pa odnos in sem imela zelo suho nožnico. Pač, načeloma se o tem ne pogovarjaš, ampak je to kar... Pogost simptom. To je res pogost simptom in zaradi tega ravno tisti fitoestrogeni, ki so v šatavarju, lahko pomagajo, da omilimo te težave, da se zmanjšajo tisti simptomi, ki so nekako s tem povezani. Vsaka ženska bo hvaležna, če ima eno tako rešitev. Se pravi, ti lubrikanti pa to, taki kemični pa te zadeve? Ja, to ni najbolj idealna rešitev, se pravi, je treba zmeri iskati nekaj, kar je v nas oziroma narediti to spremembo na tak način, da seveda ne samo s tem, da bomo uživali en dodatek oziroma eno rastlino, ampak delujemo na več različnih koncih, delujemo na tak način, da spremenimo način življenja, da spremenimo način prehranjevanja. Vemo, da tudi v času menopauze je treba spremeniti samo prehrano, uživati čim več vlaknin, čim več rastlinske hrane, kakovostne maščobe in dodajati nekaj takega, kar nam bo pomagalo, da uravnovesimo te spremembe, ki se dogajajo na hormonski ravni. Zanimiv je, ne? Zdaj bolj razumem ta 100 korenin, ne? To je, mislim, ni ena korenina, res jih je veliko, ne? Tako, velike korenin in potem, pravim, tradicionalno se uporablja tako, da se posušijo, zmeljejo v prah in kot vidiš, ni čist take bele barve, male take kremaste barve in ravno ta barva teh korenin. Lahko pa seveda tisti, ki tam živijo, uporabljajo tudi v kulinariki, se pravi, samo lupijo in pojejo tako surovo, tako da se tudi lahko na tak način uporablja, ampak v tem primeru vsebuje več vode in potem je manj teh posebnih snovi, ki delujejo tako blagodejno na žensko. Kaj pa to, recimo, ne vem, ogljikovi hidrati, kaj? Ne, to itak so, tako, vsebuje kar nekaj tudi ogljikovih hidratov, ampak itak užijamo v manjših količinah, tukaj zaželeno tam nekje 1 do 2 čajni žlički na dan, s tem, da če imamo večje težave, lahko tudi to količino povečamo, lahko zaužijemo, ne vem, 3 do 4 čajne žličke na dan. Gledamo tudi to simptomatiko, se pravi, spremljamo, kaj se je dogajalo v našem telesu in potem uravnavamo količino. Ponavadi ni nikakršnih stranskih učinkov, zaradi tega se lahko priporoča ženskam v času nosečnosti dojenja. Ampak mogoče tisti, ki so alergični ali imajo kakšne težave s samo rastlino v smislu belušev, morajo biti pazljivi, v tem primeru je treba razmisliti o uživanju šatavarja, sicer res se ne pojavljajo stranski učinki. Zelo fino zmletje, ne? Ja, tako, kar pomeni, da se lepo se raztopi. Dobro se raztopi, ja, to sem bila kar presenečena. Tako. Najlepša hvala, Jelena Dimitrijevič je bila v naši družbi. Danes smo torej govorili o rastlinah, ki so ustvarjene, kreirane posebej za ženske. Tole je bil šatavari iz Indije in naslednjič imava pa planiran, da bova govorili o guarani, najbolj zlovešči rastlini na tem svetu. Zakaj boste pa zvedeli takrat? Wow, evo, med tem časom pa zaboli, ko grizne? Boli malo manj kot injekcijska igla.